Danes smo pogovarjali o tem, kako pravilno narediti počep. Obdelali bomo tudi eno napako, ki je dokaj pogosta in dejansko lahko pripelje do resnih poškodb. Sam počep smo že sicer obdelali v full videih do zdaj, ampak dajmo še enkrat samo obnoviti te osnove, ker tako sem že 100-krat rekel, pri vseh počepih so osnove skoraj iste. Malenko se razlikujejo stvari, ampak po večini je vse isto. Ali je to overhead squat, valjda, kje je palica, to je pač ena izmed večjih razlik in največjih razlik. Torej, pač kje je palica, drugače pa. Če gremo skozi. Zdaj, prvo stopimo, temu reče se širini ramen. Širini ramen. Zdaj, stopala valjda obrnemo malenkost navzven in potem vsak počep začne se, da gre boki nazaj, prste so gor, gledamo pred sebe, se počepnemo tako nizko, koliko nizko nam gibljivost dopušča, da hrbet ostane v nevtralnem položaju, potem da kolena sledijo stopalom, da so pete na tleh in vse te stvari. To verjamem, da vsi veste, zdaj že upam, da kako se naredi počep. Ena izmed stvari, ki mogoče še do zdaj niste pomislili, je pa to. Vedno, ko vzameš palico iz kletke, se postaviš, narediš počep, se vedno pač normalno pravokotno pač postaviš ali steni oziroma tam, ko si pač palico vzel. Zdaj, da stopiš stopali pravokotno, je vedno fajn imeti neko črto spodaj oziroma na tleh, pač jaz imam na ploščadi sicer zarisano, ne vem, če se na kameri vidi, drugače imamo te gumijaste kocke, ki tu se vidi sami pravi kot, ali pa enostavno pač narišeš črto s kredo, kakorkoli. Glavnem, za primer video bomo uporabili palico. Stopiš tak recimo in zdaj si pač pravokotno na bilo kjer stvar, oziroma noge so pač poravnane, isto naprej in nazaj. Druga stvar, ki pa se skoraj noben ne osredotoči, je to, kako so obrnjeni boki. Ti še vedno lahko gledaš naprej, ampak boki so obrnjeni v eno stran. Verjamem, da počepa noben ne bo tak naredil, ampak se zna zgoditi, da si zamaknjen malenkost za kako stopinjo 2-3. In to seveda ni optimalno oziroma sploh ne priporočljivo. Zdaj, če pogledamo, kaj se zgodi, ko narediš počep. Recimo, če si zarotiran, normalno. Zdaj, če smo zarotirani v eno stran, upam, da res noben ne dela tak počepa, zgodi se tole. Narediš počep in enostavno desna kolena mora iti noter, kadar narediš počep. Še enkrat, če smo recimo zarotirani v levo stran, hočeš narediti počep, bo šla desna kolena noter, ravno zaradi tega, ker smo ta del boka oziroma medenice potisnili v to stran in vse skupaj se zarotira. In ta pozicija za tvoje koleno niti malo ni Mogoče si čul svojega trenera, ko ti reče, da je kolena ven, to pomeni, da kolena oziroma stenica sledi stopalom in to hočeš ves čas doseči. Če bo boki malenko zarotirani, bo to definitivno teže. Druga stvar je seveda naša hrbtenica. Kadar imamo dodatno breme, rotacije definitivno niso zaželjene, ker ravno tako lahko pride do večjih poškodb, bog ne daj, da do kakšne celo invalidnosti. Zdaj, kak stvar pa praviš, valjda, to te najbolj zanima. Stvar je čisto preprosta. Zdaj, če pogledamo, imamo spet pretiravo. Tu imam črto na tleh, kjer se ploščad konča, pa recimo, da zarotiram tako boke. Damo tako, da proti kameri. Črto na tleh in zarotiram boke recimo v to stran. Vse, kar moram narediti, je to, da enostavno rit, oziroma zadnjico, stisnem. Obe zadnjici stisnem in vse, kar se bo zgodilo, je to, da bo se boki poravnali. Če se zarotiram v eno stran, zadnjico stisneš, se boki poravnajo. In tako se pripraviš za počep. Torej, palica tu čaka, stopiš pod palico, jo vzameš ven, stopiš, poravnaš stopala, stisneš boke, oziroma rit, s tem se ti bojo boki poravnali in začneš s počepom. Ne pozabi CV-ja, trebušne in vse ostale stvari. Narediš počep, čepneš, staneš in je to. In vsakič zaključiš gib tak, da se staneš do konca, stisneš rit in je to. Seveda to pač tisti, ki imate recimo ta problem, oziroma da se stirate ali imate ta problem, lahko normalno
pač probate na tak način delati počepe. Ista stvar je pri deadliftu. Dostikrat se zgodi, da ko narediš deadlift, da enostavno se telo malenko zarotira. To se dogaja zaradi asimetrij v telesu, ki jih imamo vsi. Eni večje, drugi manjše. Pri deadliftu je sicer nekako bolj normalno oziroma očitno, da ko narediš deadlift, da rit stisneš, boke naprej potisneš in si tukaj bolj v neutralnem položaju, mednica je poravnana in pol gre boki nazaj in spet. Pri počepu je definitivno malenkost drugače, ker velika večina ljudi ostane pri počepu tak. Ne stegne se do konca. Če si poravnan, mogoče to niti nujno, ampak da enostavno si ziher, sploh pri večjih težah, da ne kompenziraš svojega zdravja oziroma riskiraš kakih poškodb, je to ena taka stvar, ki jo pač lahko poskusiš. Upam, da ti je ta video kaj pomagal. Če ti je, klikni like, deli z drugimi, ful bom vesel tudi kakega komentara, predloga za naslednji video. Definitivno mi piši na info@levelup.si, pa se vidimo v naslednjem videu.